Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Radovljica Ciril Globočnik, lepo pozdravljeni. Dober dan. V sredo ste imeli 18. sejo občinskega sveta občine Radovljica, na kateri ste obravnavali 13 točk dnevnega reda in med drugim poročilo zaključnega računa proračuna za leto 2024. Če pregledamo najprej investicije, ki so bile narejene v lanskem letu. Ena od srednjih je bila prav gotovo prizidek vrtca. Ja, to sem že kar večkrat ponovil. Lansko leto smo kar imeli večje investicije, in sigurno največja je bila zaključek prizidka Radovljiškega vrtca z razvojno ambulanto in to je bila investicija preko 2,5 milijona. Seveda so bile pa zelo pomembne investicije v infrastrukturo, predvsem govorim o Lancevem, o Kamni Gorici in pa o vseh investicijah, ki so bile po celi občini, ki so pa manjše, ampak ravno tako pomembne kot pa večje. In kakšne investicije načrtujete letos? Ja, zdaj bolj, bom rekel, čakamo na vse dokumente strani države, ker bi radi, mi smo 12 projektov pravzaprav je narejenih, sprojektiranih in zdaj še vedno čakamo na potrditev strani vodarjev, da lahko pričnemo s sanacijo teh 12 projektov v naši občini in za 2 projekta smo že prejeli potrdilo. Seveda moramo pa še vse javna naročila izvesti, ker pa je, bom rekel, kar zahtevno in upam, da se ne bo noben pritožil, da bomo potem v letošnjem letu čim več sredstev lahko porabili. Mi imamo približno okrog 4 milijona evrov še za narediti teh projektov po ujmi in upam, da nam bo to uspelo. Čakate tudi za območje zazidalnega območja v Lescah za plano? Ja, na plani je bila sprememba OPPN-ja, je bila potrjena, skratka šlo je za nadomestilo v bistvu projekta, kot je bil v prvotnem OPPN-ju iz enega stavbnega zemljišča, ki je bilo večje, so zdaj lahko 3 objekti. To je pa investiral praktično sam lastnik in ta OPPN popravek je bil sprejet. Sprejeli ste tudi pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podeželja? Pravilnik je bil za kmetijstvo. Ja, za kmetijstvo. Ja, ta pravilnik je vezan na, bom rekel, zakonodajo strani države, tako da smo ga prilagodili in moram reči, da je bil tudi soglasno sprejet, tako da ni bilo nobenih večjih problemov. V letu 2011 je bil sprejet lokalni energetski koncept in ker ni več dober, je potreben pristopiti k novemu. Ja, to gre za praktično revitalizacijo starega. Seveda to je bila predstavitev, zdaj je razgrnitev in potem na osnovi pripomb bomo pripravili dokument, ki gre na ministrstvo in od tam nazaj praktično jaz ne vidim, da bi bilo kaj zapletov, še enkrat na občinski svet, da ga potrdi. Ste pa tudi partner v projektu Julijske Alpe in tam je potrebna prometna strategija. Ja, mi smo jasno sestavni del tega, čeprav smo na obrobju. Ta dokument zamuja praktično že od leta 2022. Jaz upam, da mi smo ga potrdili, ker pa nismo sami, je kar lepo število občin vključenih v to in upam, da bo potrjen. Seveda sama izvedba je bila predvidena do leta 2027, kar je pa praktično nemogoče in bo to obdobje moralo biti podaljšano, ker je nemogoče te projekte izvesti do leta 2027.
Podano je bilo nekaj poročil, med njimi poročilo nadzornega odbora. Ja, to je pa, bom rekel, sestavni del skoraj vsakega občinskega sveta, pregled naših inštitucij, tokrat je bila tudi zaključen račun občine Radovljica. Skratka, nekaj je bilo priporočil, drugače je bilo pa tudi sprejeto. No. V sredini meseca marca ste dobili obvestilo od ministrstva iz Ljubljane, da niste več kandidati za lokacijo regijske bolnišnice v Radovljici. Ste bili razočarani? No, najprej moram pojasniti, da sem to izvedel iz medijev, da nismo dobili obvestila. To, bom rekel, zame ni sprejemljivo, ker če smo do zdaj sodelovali, sem pričakoval tudi strani vlade in pa Ministrstvo za zdravje to obvestilo o neizboru Radovljice kot najbolj primernega mesta za umestitev regijske bolnišnice. Seveda sem razočaran nad politično odločitvijo. Večkrat sem že povedal, da žal v Republiki Sloveniji ne velja nič drugega, torej od stroke, ker je stroka povedala in analiza, da je Radovljica najbolj primeren kraj za umestitev te regijske bolnišnice, ampak vlada pač se je odločila politično in to je to. Se boste pritožili? Ne. Zakaj bi se pritožili? Mi bomo pojasnjevali zadeve, pritoževali se ne bomo, ampak se bo čas pokazal, da je bila to napačna odločitev.